Že, dragi moji, kako ste kaj? Danes se vam oglašam zaradi tega, ker ste sprožili tedenska sporočila vi. In sicer retrogradni Merkur se poslavlja, sayonara, arrivederci, addio, pojdi z Bogom. Okay. Zdaj pa definitivno se je pa pojavilo zelo dobro vprašanje. Mislim, da je dobro, da tudi iz tega naredimo tedensko video učenje. In sicer vprašanje, Kristi, kaj pa delati potem, ko se retrogradni Merkur konča? Mnogi izmed vas ste začutili, da ste v tem mesecu, ko smo imeli ta retrogradni Merkur, čutili, jaz temu rečem Merkurjev stres, kakorkoli že, ogromno je bilo nekega ali sporov, ali so vam šli ljudje na živce, ali so se vam neke stvari kar zatikale, pa niso hoteli iti naprej, ampak veliko se je dogajalo na področju odnosov, komunikacije, ogromno smo bili pozvani, da se nekatere stvari uredijo in tako naprej. Zdaj pa, ko je nekaj tako intenzivnega in traja v bistvu cel mesec, je pa definitivno tukaj vprašanje, ko se vse skupaj konča, ok, hvala Bogu, konc je in to je zdaj rabimo samo počakati, nič več se ne rabi zgoditi, ne? Konc je, rešili smo se ga, hvala Bogu in to je to, pa ni čistko, veš. Predstavljaj si tudi, upam, da ne, ampak če si kdaj v življenju bil poškodovana, kaj se ti je zgodil? Si mogel pol kaj, a je bilo, ne vem, so te operirali na kolenu? Ali si lahko pol kar nadaljeval svoje življenje kar tako, ali si kar še nekaj časa šepil, pa mogoče bil na berglah, pa si mogel iti na fizioterapijo, pa si mogoče mogel iti v zdravilišče, pa si mogel okrepiti to koleno, a je bilo tako. No, enako je po takih energijah. In meni tako res nenavadno, da recimo se kdo poškoduje, da se zaveda, da mora neke stvari narediti, zato da mu bo lahko telo funkcioniralo. Ljudje se mogoče premalkrat zavedajo to, da definitivno tudi, ko imamo neke večje energijske pretrese, pa neke energije, da je tudi treba narediti obnovitev. In to je bilo ful pomembno, da danes obdelamo. Tako pomeni, torej, retrogradnega Merkurja je konc, če je bil zate super retrogradni Merkur, si lahko samo dobre volje in verjetno niti ne rabiš tega poslušati, lahko pa samo iz zanimivosti. Vsi tisti, ki vam pa je bilo naporno, pa so vam šle zadeve blazno na živce, ali pa ste bili utrujeni, ali pa ste imeli težave s spanjem, ali pa s prehranjevanjem, skratka, karkoli izmed tega se vam dogaja, pa skrbno ušesa napet zaradi tega, ker je pomembno, da zdaj slišiš, kaj ima zapovedati. Skratka, regeneracija. Kako zdaj teče ta tvoja regeneracija po Merkurjevem stresu? Prva stvar, ki bi ti jo definitivno predlagala, je meditacija. Meditacija je res toliko starodavna tehnika, ki definitivno ti to podpre na številnih energijskih področjih. Veš, podpreti energijsko telo, podpreti energijsko čustva, podpreti energijsko misli, podpreti manifestacijo, zato da te odzuni stvari nehajo preizkušati in tako naprej. Dosti ljudi mi je zdaj rekel, da ni mogel meditirati, pa vendarle jaz pravim, vztrajnost je tista, ki je najbolj pomembna. Ko si ti pod Merkurjevim ali drugačnim energijskim stresom, imaš občutek, da ne moreš meditirati, vendarle je to zato še dodatni poziv, da bi meditiral. Razumeš? Zaradi tega, ker meditacija je tako hitro učinkovita, da te dobesedno zakrpa, ne? To je prva stvar. Druga stvar bi jaz rekla, tako da lahko si tudi pri meni pogledaš, veš, bom imela tečaj meditacije in v živo in na spletu, tako da daj pogledaj si te datume, kdaj imam, ker tečaj meditacije je nekaj, kar jaz mislim, da je tako življenjska oprema in bilo zelo dobro, da imaš. Letos sem ga čist prenovila, združila sem tečaj meditacije, pa tečaj zen meditacije, pa naredila neko večjo zadevo, zato ker je res ta pravo leto, zato sploh glede na to, kaj je bilo leto 2020 in to ti želim dati v roke. Hkrati pa, če si už daj zaželela boš z mojim certifikatom, ki ga dobiš lahko naprej učiteljica meditacija, ne? Skratka, to je prva stvar. Druga stvar, ki bi jo rekla, kar sem videla pri ljudeh je, malo preveč ljudi je šlo mimo sebe, veš na kak način mislim, da ko so bili utrujeni in so rabili čas zase in so rabili počivati in zaradi mene komedije gledati, pa gobaline šivati, pojma nimam, kaj ljudje vse počnejo, razumeš? Si ljudje niso tega vzeli, zato ker je bilo treba iti, ne vem, k zetu na kosilo, k temu unmu. In doskrat sem videla, ko sem pogledala energijsko, da so ljudje doskrat bili
A veš, tako utrujeni, pa so nekje sedeli, pa nekoga poslušali, pa res jim ni bilo biti za tam in tako naprej. In to je samo še dodatno pripomogel k temu. In to je tisto, kar pa ni dobra novica, ne? Jaz bi vam rekla, da rabite nekje do 20.3., ko bo enakonočje. Enakonočje je tisto, veš, ko balansira energije. Bom poslala še en video, takrat, ko bo čas za to na to temo ven, ampak do enakonočja bi bilo zdaj zelo dobro, da se energije uravnovesijo, da se ti zbalansiraš, zato da lahko greš pol v spomladansko cvetenje. In če mi boš še naprej delala to, da se spravljaš v okoliščine, kad ti je muka, slabo ti je, razumeš, ne moreš, ne da nimaš ludirati, to se sploh ne gre za to. Sploh se res ne gre za to, gre se samo za to, da si utrujen. A veš, gre se za to, da pač ne moreš več, dej ljudem iskreno povej. Dej ljudem, dvigam telefon, pa poklič na taščo, bratranca, kogarkoli že, pa reč, poklicala sem ti nekaj povem, zato da ne boš mislila, da je kaj narobe. Jaz sem tebe ful rada, ful si te želim videti, ampak prišel sem do trenutka, ker se počutim blazno telesno utrujenega. Ugotovila sem, da mi čisto vsak obisk, sploh da ne morem spremljati, možgani očitno rabijo nek reset. In se hodila prositi, če ne vzameš osebno, nekaj časa si rabim vzeti, samo zato, da se obnovim, samo zato, da zadiham, zato, da grem pa lahko naprej in potem bi se z veseljem videla s tabo. Tako da sam nočem, da misliš, da je karkoli povezano s tabo, ampak res sem v obdobju, ko čutim, da moram sebi dati podporo, če ne se mi bo že telo uprlo. Tako da upam, da ti je to ok in hočem, da veš, da mislim na te. Skratka, to je res stvar, ki je zelo pomembna. In tretja stvar bi rekla, dajte si zdaj prvoščati neke stvari načrtno, ki si prej niste vzeli čas. Jaz sem vam povedala, prva točka meditacije za mene je najbolj pomembna. Tukaj smo uredili okolja ljudi, zato da malo lahko zadihaš, da imaš ta čas zase, ok? In ta tretja stvar, ki bi ti rekla, je pa, da se nekaj še fizično podpreš. Kopeli, recimo, peneče kopeli, da si prvoščaš kako masažo, razumeš, da piješ svež pomarančni sok ali karkoli že tebi da energijo, malo bolj sveže hrane in tako naprej. Skratka, daj si vzem zdaj nekaj časa to zadihaš, da greš ven, malo na svež zrak in tako naprej, ok? Tako da mi bomo tudi imeli zdaj kar dosti spletnih meditacij, prvoščcih, poglej si jih, vsaka ima ful lepo darilo, številne. Res bomo šli na te obnovitve, pa ene so tudi malo bolj mistične. A veš, če rabiš nekaj za svojo dušo, skupaj enimi tečaji začenjamo. Omenila sem tečaj meditacije, šola manifestacije, razumeš, tečaj angelske komunikacije čisto na novo, akademija kanaliziranja, to so toliko lepi tečaji, ki te tako dvignejo, ki ti dajo toliko volje, hkrati pa se ti res neke stvari uredijo. To je pod mojim okriljem. Seveda imajo pri nas še Mihael tečaj za lightworkerja, modre alkimije, bo skrbel za vas, Ita bo imela reiki in tako naprej. Poglej sem potvajndušje.si, zberi si nek svoj bombonček, ker res se spravaš v nek tečaj, enkratne meditacije so super, ampak da spravaš nek proces, pa imaš neko svetlobno družino, pa zadnji mojo podporo, pa smo res skupaj, pa delamo, ali je na spletu ali v živo, kakorkoli že, ni pomembno. Razumeš, je to za tebe res dobro. Doskrat si rekla, ful si želim. To mi doskrat reče, veš, koliko si želim tvojega tečaja, veš, koliko me je poklicali, pritegnili, pa si ne vzamejo tega časa, pa si ne prvoščijo, veš. In vse, kar si ti ne prvoščaš za svoj za svoje telo, pa rečeš, ja, to je zato, ker ne imam otroke, pa moram biti dobra žena, se ne bojo imeli nič od tebe. Če ti prideš do izčrpavanja, če ti prideš do tega, da nekatere stvari, razumeš, ti ne funkcionirajo več, če ni nad zate, kakšno sporočilo sploh daješ pol naprej. Tako da poskrbi zase in mi se te bomo veselili. Skratka, evo, Merkurjev stres je obdelan, čas je za reset energije in definitivno ti privoščam, da ko bo prišla 21.3. pomlad, da bo energija za vse nas že na vrhuncu. Pa naj tako bo, želim ti čudovit teden in čao.